Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo pozdravljeni v podkastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Evropska komisija je napovedala oboroževanje Evrope, morda največje po drugi svetovni vojni ali pa vsaj od časa hladne vojne, kar 800 milijard naj bi bilo oboroževanje vredno. S posebnim finančnim instrumentom pa državam članicam na voljo blizu 150 milijard za posojila in naložbe v svojo obrambo. Evropske politične sile si želijo dvigniti odstotek BDP-ja, ki ga posamezne članice namenjajo za obrambo, morda tudi na 4% do leta 2030. Mnenja o tem so deljena, je pa to seveda že vrsto let želja starega novega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, ki je s svojimi idejami in svojimi potezami pravzaprav prisilil Evropo v to, da se je zganila in se dogovorila za ponovno oboroževanje. Je pa seveda s tem tudi dodobra pretresel svet v tem mesecu in pol, kar je znova v Beli hiši. V kakšnih časih pravzaprav živimo, kako nevarno je to evropsko oboroževanje, kam pravzaprav se skupaj pelje in ali se na geopolitični ravni vzpostavljajo nova razmerja, se bodo premikale meje držav, se dve svetovni velesili dogovarjata za razkosanje Ukrajine. O tem in še več se bomo nocoj pogovarjali s eminentnim gospodom, nekdanjim predsednikom Ustavnega sodišča, mednarodnim pravnikom, doktorjem Ernestom Petričem. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Ja. Pozdravljeni. Vem, da imate veliko za povedati, ker sva se o tem pogovarjala še pred tem podcastom, ampak ena groba ocena za začetek, ta hip, kje smo, kam gremo. Evropa je odreagirala potem, ko je dobila občutek, da jo tradicionalna partnerica 80 let je bila od konca druge svetovne vojne, ZDA pušča samo in pušča na cedilu, zlasti v tej vojni v Ukrajini z Rusijo? Glejte, živimo res po zelo zanimivem času. Ko je Trump najavil drugo kandidaturo in potem, ko je vedno bolj kazalo, da utegne biti izvoljen, jaz sem napovedal, da bo on izvoljen že takrat prvič, ki je kandidiral, pa so mi nekateri, niso me resno imeli, pa zamerili celo. Ampak, veste, Ameriko kolikor toliko dobro poznam, veliko časa sem tam preživel in Američani so imeli počasi dovolj te zgodbe, da oni skrbijo za varnost Evrope, njihovi fanti se vračajo v trugah od tu ali od tam, denar gre, Amerika ni več država, v kateri se najlepše živi, daleč od tega, fejst je treba delati, pa življenje je trdno v Ameriki, razen za tistih 1% recimo, ki imajo lastne helikopterje, pa ne vem koga vse. Amerika je postala od tega na nek način utrujena in je bilo za pričakovati to. In tu je prišel Trump s to America First, kar je treba razumeti kot najprvo bomo skrbeli za Ameriko, pol pa za drugo. Zmagal na tistih volitvah, zmagal na tehle volitvah, tako da smo zdaj v enem izredno turbulentnem in zanimivem času. Še več kot to, rekel bom, da smo v nevarnem času. Mislim, da noben čas ni bil tako nevaren od leta 1945 za nov svetovni konflikt, kot smo zdaj. Niti hladna vojna, pa recimo tista kubanska raketna kriza. Kubanska kriza je bila obvladljiva, veliko tveganja je bilo takrat, ampak vendarle ni šlo za neko pomembno vprašanje, šlo je nekako za to, ali bojo Rusi umaknili tiste svoje izstrelke iz Kube, Američani pa iz Turčije. Nazadnje se je ta kompromis dosegel, ampak nevarno je bilo, izredno nevarno. Majhen napačen korak. Poveljniki ruskih podmornic so imeli prste na gumbih, ki bi pomenili jedrski udar in tako naprej. Podobno Američani na drugi strani. Ampak nekako ni šlo za nekako tako globok razhod, ko zdaj gre, in pa predvsem obstojalo je tisto jedrski strah. Vedeli so eni in drugi, da se lahko drugega uničijo, ampak ni bilo te komponente, ki zdaj tlele, ko je Zahod izpostavljen vzzivu ne samo Sovjetske zveze, kot je bilo takrat, Ruske federacije v Evropi,
ampak na svetovni ravni se pa s Kitajsko soočamo. Predvsem se pa s Kitajsko soočajo Združene države Amerike. In vi ste rekel, oboroževanje je nevarno. Jaz mislim, da če se ne bomo oborožili resno, Evropejci, jaz upam, da še vedno skupaj z našimi zavezniki skozi vseh teh 70-80 let, ko smo zagotavljali mir, ni bilo velike vojne, ne, čeprav smo bili parkrat v tveganih časih, ravno s tem, da se oborožimo in predvsem Evropa, če hoče biti bolj avtonomna, bo morala pravzaprav prevzeti tudi odgovornost, ki iz tega izhaja. Mi pa, gospod Svetina, se spomnim, zlasti Francozi so bili pri tem ponavadi prvi, suverenost na vojaškem področju, suverenost, NATO, bomo svoje bataljonske skupine, Evropska vojska in tako naprej. Jaz sem malo star že, poslušam to že zadnjih 40 let. Nič od tega. Ne vem za eno bataljonsko skupino, ki bi nekje bila. Vem pa, da je NATO močan. In vem tudi tole. Vso to novejšo zgodovino, tam od 45. leta naprej, oziroma od leta 1949, ko je NATO nastal, niti enkrat ne Sovjetska zveza in ne Ruska federacija ni intervenirala preko meje NATO. Niti enkrat. Razumeli so, da je to kazus belli, da je to konflikt, ne? Niso nikoli to tvegali. Intervenirali so že takrat, Sovjetska zveza, na Madžarsko, na Češko, v DDR leta 1953, solidarnost, malo bolj mehko, ne ravno s tanki, ampak takrat bila solidarnost na Poljskem in zdaj v času Putina, Gruzija, Prednesterje, nazadnje Ukrajina in tako naprej. Nikoli preko meje NATO. Če pomislite, zakaj sta Finska, predvsem pa Švedska, od 1813 nikoli ni bilo v nobene vojne, vedno nevtralna, tako hitro skočila v NATO. Zato, ker NATO pomeni neko varnost. Izkušnja nam to kaže, ne besede. In zdaj smo mi spet na tem, kar smo bili nekajkrat v zadnjih 3-40 letih. Veliko modrecev, veliko jih govori, kaj bomo vse naredili, NATO je obsoleten, NATO sem, NATO tja. Naredili nismo nič. Oborožene sile Evropske unije, kje pa so? Nič. Naj bi dali denar za našo oborožitev. Vse tiste 2% ne bo šlo za ameriško vojsko. To šlo za našo vojsko. Za našo vojsko več ne moramo to roditi, ne moramo to roditi. In zdajle, ko je pravzaprav so te odločitve padle, vi ste v tem govorili, tam na začetku, ne, je bilo zelo zanimivo poslušati tudi naše voditelje, ko je bilo že veliko razmišljalo o tem, kako bomo pa mi v okvir teh 2% ali 3 ali kolikor že bo. Jaz sem že pred 6 meseci nadpovedal, da bojo 3%, pa jih bo mogoče še več. Ne, ampak razmisleke, kako bomo mi tudi podnebne spremembe vključili v ta paket, kako bomo ne vem kaj vse iz tega financirali. Gospe in gospodje, dragi moji državljani, zavedajte se, to je denar za vojsko, za našo oboroženo silo. Da bomo imeli neko solidno vojsko, kot del zahodnega obrambnega sistema NATO. In zdaj imamo tukaj en kup enih vprašanj. Najprej na kratko, kako smo se znašli v situaciji, da je ZDA tista, ki je prispevala k skupnemu obrambnemu proračunu NATO 70%. Ne? Kako smo se znašli v tej situaciji, da smo v bistvu odvisni od volje te države in zdaj, ko se Donald Trump obnaša, recimo temu muhasto, smo na pragu tega, da ne vemo, a nas bo NATO branil ali ne, ker brez Amerike NATO nič ne pomeni. Brez Amerike NATO pomeni veliko manj, ne bom rekel nič, ampak približno po moji oceni 5 ali več let rabimo, če bi hoteli na nek način prestrukturirati te stvari. V teh 5 letih bo pa padla Ukrajina. Če bo padla Ukrajina, je to katastrofa. V teh 5 letih se bo dogodilo še marsikaj. Res smo v nekem položaju, ki je posledica tega, da smo govorili eno. Seveda, Američani so krivi tako za vse, kar se slabega na tem svetu zgodi, ne? To je že tako mora biti. Ne? Ampak naredili pa nismo nič, zelo malo.
Evropa, Evropejci in smo zdaj, kako ne rečem, precej praznih rok. Američani, tu je pomembna ena komponenta še. Američani gledajo na svet ne samo preko Evrope. Oni na nek način, in mislim, da je Trump tole odigral za to, Evropa mora bolj poskrbeti zase. Oni imajo velike probleme s Kitajsko. Kitajska gre, Kitajska bo šla sicer tudi skozi razne probleme, ampak Kitajska je na poti, da postane prvi, drugi v svetu. In to je ameriška preokupacija. Tam je problem Tajvana, tam je problem Južne Koreje, tam je problem navsezadnje Južnega Kitajskega morja in tako naprej. Kitajska se v tistih območjih obnaša zelo, kako naj rečem, potrdilno, ne bom rekel agresivno, ampak potrdilno. Nič se ni oziralo na to, ko je mednarodno sodišče za pomorsko pravo odločilo, pri čemer je Kitajska stranka tega sodišča, neugodno za Kitajsko glede tistih otočij tam Filipini, Kitajska se na to pozvižga in tako naprej. Mnogi tam so zaskrbljeni, tudi Vietnamci, tudi Vietnam je zaskrbljen in ima nekih težkih odprtih vprašanj s Kitajsko. Tako da ZDA nekako sporočajo, da pravzaprav Evropa mora bolj poskrbeti sama zase. In mislim, da je čas za to. Mislim, da je čas za to. Smo bogati, živimo dobro, živimo včasih precej potratno, imamo denar za marsikaj, za marsikaj, kar bi bilo potrebno, ga nimamo, ampak v to se ne bova spuščala. Ja. Ampak oborožena sila izgleda, da je v tem svetu še vedno potrebna. Si pa ljudje drugače predstavljajo, kaj oboroževanje pomeni. Če del prebivalstva meni, da je oboroževanje v teh nevarnih časih, kot ste sami omenili, nujno za lastno zaščito, za lastno varnost, pa po drugi strani več orožja pomeni tudi več možnosti, da to orožje uporabimo. Skratka, da je potem pa možnost za konflikt še toliko večja. Če pogledava reakcijo Rusije, izjav, ki jih je dajal Sergej Lavrov, ruski zunanji minister v teh zadnjih dneh, kot reakcija na napoved Evrope o oboroževanju. Evropa se oborožuje, potem se bomo morali še bolj tudi mi. Kam potem to pelje? Rusija se je kar dobro oboroževala in se dobro oborožuje. In če je na katerem področju res up to date na visoki ravni to oborožitev, vojska. Tako je zmeraj bilo. Ko sem bil še jaz mlad, sem bil parkrat v Rusiji, dobrih čevljev niso bili sposobni narediti. Peko je izvažal Tržiški, Veselov pa Planika, Kranjska, v Rusiji. Marsičesa niso bili sposobni narediti. Atomske bombe, rakete, vsemirske postaje, to so pa znali. To je nekako odraz njihove strukture takrat, to je bila državna ekonomija in tako naprej, pustimo to v strani. Najslabše je, če se ti soočaš z nekim svetom, s katerim se zavedaš, da si v nekakšni tekmi in mi smo v tekmi. Jaz ne bi želel, da bi moji vnuki živeli tako, kot se danes živi na Kitajskem. Podložništvo, ni sindikatov, ni ustavnega sodišča, ni pravne države, ni zgodbe o človekovih pravicah, neodvisnosti sodišč in tako naprej. To je drug svet. Ampak s tem svetom se soočamo. Soočamo se in če se soočamo nazadnje tudi z oboroženo silo in moramo biti močni. Dokler smo močni, smo varni na Zahodu. Ko govoriva o napovedih, koliko proračuna oziroma kakšen odstotek od BDP-ja bomo namenili za obrambni proračun, so tu mnenja deljena. Slovenija je po uradnih podatkih NATO pri 1,29 odstotka. Zaradi tega so Trumpovi svetovalci že ošvrknili na socialnem omrežju X predsednico Republike Nataše Pirc Musar. Slišali smo o tem govoriti tudi Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost, mislim, da ravno včeraj, da bo Slovenija
šele 10 let po tem, oziroma 16 let po tem, ko so se države članice NATO zavezale, da bodo izpolnile vsaj ta minimalni standard in dosegle ta 2% BDP-ja, ki se jih namenja za proračun, da bo Slovenija to dosegla šele leta 2030. Ne? Slišali smo potem izjave vodje poslanske skupine Levice, Mateja Tašnerja Vatovca, govoriti o tem, da je to diktat, ki smo ga doslej spretno izigravali in ga bo treba izigravati še naprej, kolikor se bo dalo. Ne? Skratka, a smo mi vsa ta leta sploh bili resna partnerica NATO in kako gledate na te izjave, da se moramo ogniti temu, da bi izpolnili svojo zahtevo in tudi mi, tako kot ostale države, bili resni? Te izjave me ne presenečajo, saj so bile podobne navade, podobne manire, tudi v tistih časih, ko sem bil še aktivno v naši zunanji politiki. Pozivali so nas večkrat k raznim projektom, kako stabilizirati Balkan, SECI, South Eastern Cooperation Initiative, pakt stabilnosti in tako naprej. Vedno sem imel občutek, da mi stopamo v te stvari s figo v žepu. Ker pač moramo, ampak takrat se je na veliko govorilo, da to pomeni obnavljanje Jugoslavije. Vsak normalen človek je vedel, da Jugoslavijo še dolgo ne bo mogoče obnoviti po vsem tistim, kar se je zgodilo, če sploh kdaj. Ne? Podobno se zdaj dogaja spet. Vi ste povedali to. Ni bil samo gospod poslanec Levice, ne, ki ste ga omenili, tudi še višji od njega so nekako nakazovali v svojih sporočilih v zvezi s tem dvigom sredstev za NATO, da bomo v to vključili vse mogoče stvari, varnost pred podnebnimi spremembami, malo karikiram in tako naprej. Ne. Veste, za majhno državo, kot je naša, ki stopi v neko zavezništvo, ki mu ona pač, ker je majhna, šibka in tako naprej, ne more kaj veliko prispevati v smislu materialne moči, nima ne denarja, nima ne orožja, nima vojske in tako naprej, ne. Je važna kredibilnost. Saj to, da je kredibilen zaveznik. Imamo zdaj povedal eno zanimivo anekdoto, tudi za gledalce zanimivo. Mi smo se trudili, da bi stopili v prvi rundi v NATO. Nihče nas ni silil v NATO, veste, takrat. Zelo smo bili aktivni, skupaj z Madžarsko, Češko in Poljsko, tudi mi. No, nismo uspeli takrat v tisti prvi rundi. Premier Drnovšek je bil takrat močno razočaran, mi je poklical in mi rekel, daj, Petrič, pokaži na lep način Američanov, da smo zelo razočarani, pejt malo naokrog in tako naprej, pokaži malo. Da smo razočarani, da nismo uspeli, ker smo kvalificirani. Nismo uspeli ne zato, ker ne bi bili ravno kvalificirani, ampak zapletlo se je okrog Romunije, ker Francozi so vztrajali na Romuniji, Američani pa Romunijo niso mogli sprejeti, ker ne bi šla v kongresu skozi, tako da je potem ostala varianta 3, ne, 3 takrat. No in grem jaz na pogovor, dobro sva se razumela, gospod Dan Fried, on je odgovarjal v Beli hiši, v National Security Council, tam pri njih, za širitev NATO takrat. Kariero je končal potem kot veleposlanik na Poljskem, vzhod Evrope je dobro poznal. In grem k njemu in se pogovarjava, tako kot midva zdajle, in mu razlagam pač našo nejevoljo, razočaranje, tako, ne. Prav, Ernest, a te lahko nekaj vprašam? Sem rekel, Dan, seveda lahko vprašaš. Rekel je, koliko polkov, regimentov, lahko postavi Slovenija, če pride do konflikta z vzhodom. Koliko regimentov lahko date NATO? Jaz sem hitro malo preračunal, vojske smo imeli takrat približno to, kot zdaj, 8000, pa to ne. Sem rekel 2 ali pa 3. Je rekel Ernest, you made my day, ti si naredil moj dan lep. Mirno bom spal. Amerika je varna, Slovenija bo postavila 2 regimenta ali pa 3. Ni problemov, varni smo in tako naprej. So se oba smejala, tako se midva zdaj smejiva, ne.
In potem je rekel, veš, Ernest, vemo, koliko vi lahko postavite. Vemo. Ampak to ni bistveno. Bomo že potrpeli en regiment več ali pa en regiment manj. Ampak pričakujemo, da bi bili kredibilni. In mi je rekel potem nekaj, kar me je presenetilo. Rekel, naši iz Ljubljane, ambasada, sporočajo, da pravzaprav je v Sloveniji pravzaprav eno zelo neugoden odnos do Amerike. No in zdaj, ko gledamo razne te ankete po svetu, to potrjujejo, ne. Rekel, to nas pa moti. To nas pa moti. Če smo zavezniki, smo na življenje in smrt. NATO je povezava na življenje in smrt. Če vas nekdo napade, smo vas mi dolžni braniti. Nič ne bomo debatirali, ja ali ne, smo vas dolžni braniti po členu 5 Washingtonske pogodbe, tudi z nuklearnim orožjem. Je torej tudi v nuklearni konflikt zaradi vas. Od vas pričakujemo vsaj neko kredibilnost, nek občutek, da smo res skupaj. Ne. No in hočem zdaj to povedati. Tole, kar sem zdaj govoril, je nepomembno, ampak tole, kar sem zdaj povedal, je pa pomembno. Mi smo zdaj v enem težkem času. Če Ukrajina pade sodobni mednarodni red, to je na nek način poziv vsem tistim, ki bi radi, ki je za oboroženo silo, kakšen problem rešili. To je konec tega mednarodnega reda, ki je veljal od leta 1945 naprej, prepoved uporabe oborožene sile med državami, razen varnostni svet OZN, razen samoobramba in tako naprej. Tu smo v hudih težavah. Ne moramo mi zdaj na veliko debatirati, kaj bomo naredili čez 5 let, pa bomo postavili evropsko vojsko, pa ne vem koga vse. Zdajle je važno. Ukrajina bo padla v parih mesecih. Ukrajina utegne pasti zelo hitro in tako naprej. To bo imelo enormne reperkusije. Prej sem omenil, vedeli so Švedi in Finci, zakaj so se poslovili od nevtralnosti 113 let. Od 1813 je bila nevtralna Švedska, ne? Skočili so na hitro v NATO. Zakaj? Zaradi neke stvari. NATO je zagotavljal varnost. Nikoli, prej sem že mislim, da to rekel, ne Sovjetska zveza in kasneje ne Ruska federacija ni posegla v neko državo preko meja NATO. Bova šla še podrobneje v Ukrajini, ampak če še malce ostaneva pri tem, kar so se evropski voditelji na tem izrednem zasedanju v Bruslju dogovorili v četrtek. Ko smo poslušali predsednika vlade pred slovenskimi mediji, je dejal, Slovenija bo primorana dvigniti odstotek BDP-ja, ki ga namenja za obrambo, na ta 2% do leta 2030. Ne? Ampak slišali pa smo potem nekaj povsem drugega. Na dnevnem redu evropskih poslancev ta teden zdaj v Evropskem parlamentu je predlog največje politične skupine v parlamentu, Evropske ljudske stranke, da se že do leta 2026 ta odstotek dvigne na 3, do leta 2028 pa celo na 4. Ne? Očitno nam premijer ni prenesel tega, o čemer se zdaj v Bruslju resno pogovarjajo. Ne? Še bistveno večji odstotek našega BDP-ja bi utegnil iti za obrambo. A smo mi to sploh sposobni narediti? Glejte, jaz sem nekajkrat v preteklih mesecih rekel, tudi za medije, da nam se zadnje ne bo 2%, bo več. Bo več. Ko sem začel spremljati Trumpovo kampanjo, zelo intenzivno sem jo spremljal, ker sem vedel, da bo ta človek vnesel čist nek nov stil, neko novo dinamiko in tako naprej. Nisem pa vedel, kaj, ampak zdaj razumem. Več kot 2%. Do leta 2030. Zdaj so stvari tukaj. Zdaj je treba iti v to. In kar pa me najbolj pri tem moti, je pa tole. Tudi skozi naše medije. Kot da to pravzaprav mi to nekomu dajemo, ta denar. Pa to gre za našo vojsko. To bo denar, ki bo pomagal, da bomo imeli naša vojska več topov, pa več ne vem česa in tako naprej. Ampak slišimo pa to podcenjevanje, ne? Pač sej Slovenija nikogar ne ogroža, tudi ni sovražnik Rusije,
ne Amerike. Ja, upam, da jo ne bomo Ta napadli. denar je povsem nepotreben za vojsko. Slišimo to razmišljanje, ne? Glejte, potreben ali nepotreben. Jaz bi tu vprašal Ukrajince, jaz bi tu vprašal Gruzice, bi vprašal Moldavce, pa še koga drugega, bi vprašal Švede, zakaj so po 2 stoletjih skočili v obrambno zvezo. Zakaj? Nek občutek je, da ta Rusija, zdaj bom poudaril tole najprvo, je zahodna država po svoji duši. To država, utemeljena na krščanstvu, na zahodnih vrednotah. Trenutno je ona tam nekje na nekem drugem obdobju in glavni cilj zunanje politike Evropske unije bi moral biti ohranjati nek nivo odnosov. Ne pa po eni strani Ruse provociramo, po drugi strani jim pa nismo sposobni pokazati, da se že norčujejo, kar posluša zdaj Lavrova, kaj govorijo, pa to, njim to zelo dobro pride, da se mi razidemo z Američani, ker potem bomo vsaj 5 let bosi, kar se oborožitve tiče. Ker če zdaj začenjamo ta denar dajati, bo trajalo nekaj lepega časa. Med njim bo šla Ukrajina, ne vem celo, kaj se bo dogajalo na Balkanu, nič dobrega se ne razvijajo stvari okoli Bosne, to je druga tema, ne bova šla v to, ampak svet je postal zelo nevaren. Če ostaneva zdaj pri Ukrajini, ne, kaj bomo s tem denarjem, če res uspemo povečati na 3-4% BDP v naslednjih letih za oboroževanje, kaj bomo naredili s tem orožjem? Samo ga imeli za vsak slučaj? Ali vidite Slovenijo tudi v sklopu nekih mirovnih sil, ki bi bile napotene v Ukrajino in o čemer se zdaj resno razmišlja, ne? Da bi pač trajen mir v Ukrajini moral nekdo nadzirati in Evropa je to pripravljena sprejeti. Po drugi strani pa slišimo že odgovore iz Rusije, ne? Pač vsakršno napotitev mirovnih sil držav članic NATO v Ukrajino bi za nas pomenil, da je NATO vstopil v vojno proti nam. Je to že resna grožnja, ne? Da se to ne sme zgoditi? To je resna grožnja in mislim, da je Rusija v položaju zdaj, ko si take grožnje lahko privošči. In jih je treba imati zelo resno. Ker oni se tudi zavedajo, da zdaj en čas. Amerika je razklana, podobno kot Slovenija, ne, samo zaradi drugih reči, kot smo mi doma razklani, so tudi oni razklani. Amerika je na nek način šibka, NATO, veliki vprašaji se postavljajo in tako naprej. Težko rečem, kakšen bo svet jutri, ampak bojim se, da bo zelo slab. Ampak če govorijo, če ostanejo pri teh mirovnih silah, ne? Če bodo mirovne sile in če ne bi te mirovne sile pomenile tudi evropske države, bi bilo skoraj da normalno, da z nekim primernim, majhnim kontingentom sodeluje tudi Slovenija. Ampak vaše vprašanje, kaj bomo s tem orožjem? Imeli ga bomo. Moramo ga imeti. Če ne potem nimamo kaj delati v NATO, potem razglasimo, ne vem kaj, stalno nevtralnost, ampak to jo mora nekdo garantirati. Ne vem, kdo jo bo garantiral. Ne. Če smo država, suverena, če smo del nekega sveta, na katerega vrednote prisegamo, ne, ali želimo živeti v državi brez ustavnega sodišča, brez opozicije, brez svobode tiska in tako dalje, ne. Ko berem nekatere naše medije, na Kitajskem pa je vse v redu. Ja, ampak gospod Petrič, prej ste rekli, se Rusija nikoli ni prestopila meja NATO. Ne? Mi smo članice NATO, Poljska je članica NATO, Latvija je članica NATO. Ja. Zakaj se potem te države po vaše... Ni prestopila, Rusija ni prestopila zato, ker je vedela, da to pomeni konflikt, ki ga utegne zgubiti. Zato ni prestopila. Ker je NATO bil močan, ker je NATO najprvo gradil svojo moč na prednostih, ki jih je imel zaradi atomskega orožja, potem je pa se zavedel, da je treba ustvariti pariteto tudi s klasičnim orožjem in jo je tudi ustvaril in je danes NATO gotovo še zmerom zelo močna, ne bom rekel najmočnejša, ampak zelo močna oborožena sila. Predvsem zaradi tega, ker v tem sodeluje zahodni svet, Amerika in Evropa. Če bi se Amerika tu umaknili, če se mi od tega utrgamo,
smo naredili zelo, zelo tvegan. A mislite, da obstaja realna možnost, da Združene države Amerike izstopijo iz NATO? A so to bolj grožnje, da bi Evropo spodbudili k oboroževanju? Jaz mislim, če zelo poenostavljeno rečem v dveh besedah, pa mislim, da imam prav. Trump noče eliminirati odnosa za Zahodno Evropo, ki ga ima. To je neko naravno razmerje. Mi smo po vseh povrednotah, po interesih in tako naprej s to Ameriko povezani. Vse zadnje, naši predniki so jo ustvarjali, ko so tja hodili. Ne? Ampak Trump hoče povedati nam, prijatelji v Evropi, skrbeti boste morali tudi na področju obrambe zase. Gospod Svetina, jaz Ameriko dobro poznam. Boljše se živi v Sloveniji kot v Ameriki. Če mislite jeti kaj tja, veliko boste morali delati, slabše boste živel. Tukaj ostanite. V Evropi se želi lagodno, tudi v Sloveniji. Ampak ta čas je na nek način počasi mimo. Ne? In ta zahodni svet, in to sporoča Trump, ne? Evropa mora bolj skrbeti zase. Američani so reševali Evropo v prvi svetovni vojni. Če ne bi oni intervenirali na evropski kontinent, kakšne posebne interese za to niti imeli niso. Rusija je izstopila, revolucija oktobrska in tako naprej. Nemčija bi zmagala. Američani so intervenirali, v bistvu to preprečili. Vloga ZDA v drugi svetovni vojni v Evropi spet nekaj podobnega. V času hladne vojne in tako naprej. Tudi naša bivša država Jugoslavija je zelo dobro vedela, zakaj smo sklenili tam, mislim, 53. leta Blejski sporazum z Grčijo in Turčijo, ki sta bile v NATO, tako rekoč dogovor o sodelovanju na področju obrambe smo takrat sklenili. Ne. To je potem se nekako pozabilo, se ni več omenjalo, ampak s tem smo na nek način skozi zadnja vrata si odprli neko špranjo odnosov za NATO. Veliko kreditov smo dobivali takrat od Zahoda, tudi za našo vojsko, za opremo in tako, da smo lahko vodili tisto politiko, ki smo jo. Ampak Amerika je na nek način plačevala. Šla skozi Vietnam, nič ji nismo pomagali. Afganistan in tako naprej. Ta Amerika je nekako utrujena. Predvsem pa ugotavlja, in tudi v sami Ameriki so se stvari premaknile proti Zahodu. Moč Amerike je danes v Kaliforniji, državi Washington, v Teksasu in tako naprej. Ne več toliko na vzhodu, ne, New York. To. Amerika in Trump je to, pa tudi predhodniki njegovi, so to nakazovali. Amerika se obrača proti Aziji, proti Pacifiku, bolje rečeno, proti Pacifiku. Ne. Tudi prebivalstvo Amerike nima več večino tista tako imenovana WASP, dvojni V, white, beli, anglosaksoni, WASP, P, protestanti. Amerika je danes drugačna. Ameriški volivci, zelo veliko jih je, ki so bodisi Hispaniki, bodisi prihajajo iz vzhodne Azije, Korejci, Vietnamci. Upam, da ne bo veliko milijonov beguncev iz Tajvana v kratkem. To je tudi ena od točk, ki je izredno vroča, da tako rečem. Tako da to, kar je naredil Trump, na zelo neroden način, pozna se mu, da je pač navajen drugačnega sveta. Pa je bil to res neroden način ali zelo nameren način? Mislim, da tudi nameren, ker je hotel mogoče pokazati, da je stvar resna. Ne? Evropejci, zbudite se, več boste dali za to, za vašo lastno varnost, skupaj z nami. Ne? Ali pa bomo mi razmišljali o čem drugem, ampak moram takoj reči, da posebej veliko alternativ pa tudi Amerika nima za to, da bi se razšla z Evropo. No, sej, morda je svoj namen, kar se tiče oboroževanja, dosegel. Evropa je prvič konkretno odreagirala. Zdaj pa ta Trumpov načrt o koncu vojne v Ukrajini. Ne?
slaven fiasko v ovalni pisarni Bele hiše, Zelenski, Vance, Trump, prepiranje drug čez drugega pred novinarji, zgodovinska scena in potem brez sporazuma, brez podpisa pogodbe o teh redkih zemljah in mineralih, ki naj bi nekako Ameriki zagotovili neka finančna sredstva za obnovo infrastrukture v Ukrajini, ne, da bi pri tem nadaljevala. Zelenski je očitno poskušal dopovedati Trumpu in Vancu, saj tako se je zdelo na prvi pogled, da želijo neko konkretno oprijemljivo garancijo, da če se oni sporazumejo z Rusijo in je vojna konec in hkrati, ne vem, prodajo Američanom toliko svojih naravnih bogastev, potem za njih šteje samo nekaj, kar bo držalo na papirju, ne? Ampak pri Putinu ti papirji v zadnjih letih niso držali, ne? Prvič je bil prekršen že sporazum oziroma memorandum leta 1993 iz Budimpešte, Ukrajina se je odpovedala količini jedrskih konic. Ja, pa Minsk 1, Minsk 2 in tako naprej. In potem naprej, ja, tako, Minsk po Krimu in zdaj spet ta invazija. Skratka, Putin se ni držal ničesar, ne? Ampak Trump ga ni želel tukaj poslušati, češ nimaš kart. Jaz mislim, da Trump seveda hoče malo rokohitrsko te reči reševati, ne. On hoče tudi, tega vtisa se ne morem znebiti, nekako čim bolj, če bi se dalo odtegniti Rusijo od povezave s Kitajsko. In jaz moram reči, da številni moji ruski prijatelji, ne bom jih imenoval, nimam več stikov, ker ne hodim več v Ženevo, ampak tam sem jih imel, njih je skrbela Kitajska, ne Evropa. Kitajska jih skrbi danes še toliko bolj, ker kaže tudi velike ambicije za prisotnost ne samo v Sibiriji, ampak v Arktiki. To pri nas kaj dost se ne piše. Kitajska je za rusko zunanjo politiko hud zaveznik v sedanjem trenutku, pa hud tekmec v bodočem svetu, ne. In Trump zdaj je hotel mogoče tudi tu pokazati neko določeno pripravljenost za dogovor z Putinom. Če bo to uspelo, Kissingerju je davno nekoč pred 50 leti to uspelo, tam v 70 letih razdvojiti Kitajsko in Sovjetsko zvezo takrat, bi bil to pač nek cilj Združenih držav Amerike, Trumpa. Zato je hotel tudi verjetno, ali pa je bil en gaf vse skupaj, ampak mislim, da ni bilo samo gaf, je hotel tudi nekako javno pred kamerami na nek način pokazati, da pravzaprav upošteva tudi interese Rusije, svojega prijatelja, v narekovaju. Kar je bilo meni zanimivo, ne, Trump je pred novinarji rekel, Zelenski želi, da jaz rečem to in to v Putinu, ampak na tak način Putina ne bom dobil za pogajalsko mizo, ne. Se pravi, vi vidite te stvari v ozadju, ni to vse, kar Trump počne samo na prvo žogo pred kamerami, vi vidite vse z nekim namenom v ozadju. Težko bi rekel sigurno, ampak mislim, da je tako. Toliko naiven Trump ni. On želi gotovo, to bi bil velik strateški dosežek, če bi se začelo Rusijo, prejle sem rekel, zahodno državo. Ruska duša je zahodna duša. Kaj pa je Tolstoj, pa Dostojevski, pa ruski balet, pa Čajkovski, Muska in tako naprej. Pa krščanstvo. A ste že videli kdaj Putina? Jaz sem ga, ko se je pokrižal in tako naprej, ne. To ni Kitajska. Kitajska je nekakšen drugačen svet. Poleg tega imajo še vedno odprta vprašanja meje tam okoli Amurja, pa Sibirija je prazna, Kitajska je prenaseljena in kupujejo zemljo, etc. V centralni Aziji se križajo njihovi interesi. V Arktiko Kitajska se zaveda tega, da bo Arktika, led bo zginil in tako naprej, kot vse kaže, ne, nove možnosti. V tem kontekstu je tudi Trumpovo govoričenje ali pa govorjenje o Grenlandiji in tako naprej, to postaja. Kdo pa se je zanimal za Grenlandijo pred 20 leti? Kdo pa je vedel sploh? Bo še do tja prišla, ampak marsikoga vendarle moti, ne, da Trump, tudi če je nekaj v ozadju, se diplomatsko tako obnašati verjetno res ne more. V diplomaciji ste vi kaj podobnega videli, da označuje Zelenskega za diktatorja, potem ko pride v Belo hišo reče, a sem res to rekel, se sploh ne spomnim.
O Putinu pa pravzaprav žal besede, ne? Strinjam se z vami, absolutno. Ukrajina je žrtev. Putin herojsko, Zelenski, herojsko upravlja svojo funkcijo predsednika te države, ki je izpostavljena agresiji. 150 in več držav je reklo 2-krat, 3-krat v generalni skupščini, da je to agresija. Nobenega dvoma v tem ni, da je to po katerikoli definiciji je to agresija. Trpljenje, veliko tveganje. Ampak precej ima pri tem nehote zraven tudi Zahod. Oni so takrat, ko je, mislim, da je bilo leta 12 ali 13, sestanek v Bukarešti, ko je Amerika, takratni Bush mlajši, prišel s predlogom za sprejem Ukrajine v NATO. Zahod, predvsem Merklova in Sarkozy. Od leta 2009 sicer je Ameriko vodil že Obama, ne? Ja, no, zdaj te reči ste me vjel, nisem čist, kdo je bil, ampak predlog v Bukarešti je bil zavrnen za članstvo Ukrajine v NATO, je bil zavrnen na pobudo Sarkozyja in gospe Merklove, kanclerke. Hkrati je bilo veliko govora, Ukrajina bo članica NATO tam nekje. Za Rusijo je mogoče bil to velik izziv, po vseh debaklih, ki so jih doživeli, takrat v Jelcinovem času, razpad in tako naprej, so pravzaprav bili zelo verjetno vznemirjeni, zdaj bo še Ukrajina šla v NATO. Ni pa šla. Ukrajinci so hoteli v NATO, tako kot Balti, hoteli, ker NATO je pomenil varnost. Rekel sem, nikoli ni Sovjetska zveza ali pa Ruska federacija intervenirala preko meje. To bi bil kazus belli, to bi bila vojna z NATO, ki je bil do neke mere, bom rekel, vsaj enakovreden, če ne superioren za Ameriko. Zdaj recimo se to nekako spreminja. In če bi to je hipoteza, ampak jaz vanjo verjamem, če bi se Ukrajini takrat na hitro zagotovilo članstvo v NATO, podobno kot se je Švedski in Finski, dvomim, če bi Ruska federacija tvegala intervencijo v Ukrajino. Ampak danes je realnost takšna, da je invazija stara že dobra 3 leta in da pač miru ni bilo na vidiku na način, kot si ga je predstavljala Evropska unija. Evropa z vsemi svojimi in moralno in z vojaško in finančno pomočjo, tako pravijo voditelji, stoji za Ukrajino in njenim bojom proti okupatorju. Ampak Trump pa pravi, Ukrajina to vojno izgublja, nima kart, metati še naprej orožje in denar v to nesmiselno vojno. V 3 letih se je videlo, da se to ne da. Se pravi, a razumete, Trumpov vidik, zakaj želi končati vojno? Ampak spet vprašanje, zakaj na takšen način o Zelenskemu in zakaj brez žal besede o Putinu? To je bilo boleče. On je pač tak človek, si je to nekako dovolil. Zlasti je boleče njegovo ravnanje do Zelenskega. To razumem, da ni hotel reči, da je Putin diktator, pa ne vem koga. S tem bi se nekako zapiral vrata. On je hotel, Putin je moj prijatelj, s prijateljem se va zmenila in tako naprej. To je bilo po mojem mnenju na nek način odigrano. Ampak ta vojna traja, in vedno bolj jasno je, da mogoče bi se jo dalo nekako dobiti takrat. Prvo poletje, ko so govorili teli o ofenzivi, niso jim dali tankov Ukrajincem, niso jim dali tega, niso jim dali unga, čas je tekel. Rusi so se ukopali, to so dejstva, kar zdaj govorim, na frontni liniji in tako naprej, tista ofenziva ni uspela. Pa je bila Evropa tudi po vaše s figo v žepu. Recimo videl sem Gordijanov članek, ki je prikazal podatke iz leta 2024, lanskega leta. Evropa, če govorijo samo o Evropski uniji, je Ukrajini pomagala z 19 milijardami evrov pomoči,
v istem letu pa je od Rusije kupila za 22 milijard plina. To ste vi povedali, jaz ne bom to komentiral. Ne. Ja. Na tak način lahko prikimamo Trumpu, da se vojne ne da dobiti, ne, če financiraš oba. Čas je kazal na to, Ukrajinci so trpeli, vojaške sile, fantov, mož imajo vedno manj, ki bi branili to veliko deželo, ne, veliko državo. Verjetno je bilo treba nekaj narediti, pravzaprav reagirati, kot bi človek rekel, out of the box, na nek čist drugačen način. Tiste nevljudnosti in tudi, bom rekel, ponižovanje Zelenskega je boleče, odbojno, zelo sem bil slabe volje zaradi tega. Spominjalo me je in me še spominja na München, leta 1938, paralele so, s to Ukrajino je toliko paralel, da človek skoraj verjeti ne more. Takrat je bila prodana Češko-Slovaška, ne, Hitlerju, v imenu miru, zato da bomo zagotovili mir, in takrat ni dobila Češka, ko se je odrekla Sudetom, nobene garancije za svojo teritorijalno integriteto in dobre pol leta potem so Nemci vzeli še ostalo. Ne. Tako da to gotovo vedo v Kijevu in zato insistirajo na nekih garancijah, če bojo se že mogoče odrekli Krimu ali nekaj podobnega. Ne. Tu je več idej. Jaz vedno bolj mislim, da bi mogoče nek napor, ki na začetku bil možen, pa se po njemu ni šlo, to bi EU lahko bila stalna nevtralnost z mednarodnimi garancijami, kar je za stalno nevtralnost normalno, da nekdo to nevtralnost garantira. Ne. Ampak, če gledava realno sliko dogajanja, ne, teh garancij, zdi se, Zelenski od Američanov ne bo dobil, na drugi strani Evropa pravi, mi bomo pomagali, države posamezne članice zdaj namenjajo neko dodatno pomoč Ukrajini. Zdi se, da sta se ZDA in Evropa zdaj tukaj razšli. Ne? Američani ustavljajo financiranje ukrajinske pomoči Ukrajini, a Evropa pa meče še nekaj denarja v to oboroževanje. Skratka, diametralno nasprotna politika ta hip, ki ne nakazuje konca tega miru. Ne? Glejte, Mislim, te vojne. jaz mislim, da se preveč pomena daje temu. To je res, kar ste rekel, vse je res. Ampak to je neko zavezništvo, ki traja 80 let, ki ni nekaj, kar sta se Francel pa Janez zmenila. Ne, ampak moje vprašanje je bilo, ne, Američani ustavljajo pomoč Ukrajini. Ne? Kaj to zdaj ta hip pomeni za Ukrajino? Ustavljajo, ampak hkrati je zdaj Trump že tudi govoril o sankcijah v zvezi z Rusijo in tako naprej. To se ne more kar tako pretrgati, kar tako prelomiti. In to se ne bo. Je pa treba zdajle, in to bi lahko EU naredila, vlagati napore v to, da se ohranijo odnosi z Ameriko. Da se to, kar sta naredila, premijer Velike Britanije je šel v Washington, premijer in tale, Nemci tudi v redu reagirajo, ne, da se nekako ta vez ohrani, obnovi, mogoče v določenih stvareh. Ja, Keir Starmer in Emmanuel Macron sta delovala zelo diplomatsko v svojih srečanjih s Trumpom. Ne? Ja. Zelenski je pa dopustil, da so ga prevzela čustva, saj tako je bilo videti. Ne? Ukrajina bo tu neko določeno ceno verjetno plačala, Ameriko zanima Daljni vzhod, ona noče več varovati Evropo in tako naprej, sami bomo morali nekaj narediti, ampak potreben je dialog z njimi, pa na nek način tudi pravzaprav skrbeti za to, da bomo ohranjevali nek dialog z Rusijo. Na dolgi rok je to še kako potrebno. Ne. To je težko. Putin je že dejal, ne, gospod Petrič, da se ne bo pogajal o miru, kar se tiče območij, ki zdaj že pripadajo Rusiji. Ne. Se pravi, če se bosta Zelenski in Putin res usedla skupaj s Trumpom za pogajalsko mizo, pa s kom iz Evrope, se Putin ne bo pogovarjal o tem, da bi vrnil okupirana ozemlja. Tako ga je bilo razumeti. Zakaj potem bi Zelenski sploh sedel za pogajalsko mizo? Sej, ja, on ima tudi domačo politično situacijo. Se težko izobesi belo zastavo.
Ne. Vse stvari niso tako enostavne, da zdaj en politik reče, da se bom pa jaz, s Putinom se lahko usede Trump, Zelenski pa težko. Ne. In Zelenski je mogoče precenil položaj ali karkoli že. Jaz mislim, da mora Evropa storiti vse, da ne razpade zveza z Združenimi državami Amerike. Če bomo to zapacali in nekateri v to smer tudi gredo, in to, kar pišejo nekateri vaši kolegi, tudi v Sloveniji in tako naprej, to je lahko zelo usodno za bodočnost sveta. No, ampak vprašal sem vas, mirovna pogajanja, morebitna mirovna pogajanja v koncu vojne v Ukrajini pomenajo razkosanje Ukrajine? Verjetno bo Krim šel. Krim je že šel, ne? Kaj pa ta ostala območja? Ostalo pa stvar pogajanj, stvar predlogov. Ampak Putin je rekel, o tem se ne bom pogajal. Je že rekel, ne? Putin je marsikaj že rekel. Putin je rekel, takrat, ko je vkorakal v Ukrajino, je rekel, kaj hoče. Da pade režim, da se polovijo fašisti, nacisti in podobne zadeve. Od tega je že retiriral, se je umaknil tega. In neka pogajanja gotovo naprej ne razglaša, o tem se bom pogajal. Vse to bi bilo sporočilo, sej res je, ne, na začetku sigurno, da bo govoril o tem, ker naša vojska zdaj tudi se ne bom pogajal. Ampak mogoče se, če bi ostalo to zavezništvo na Zahodu čvrsto, se lahko stvari na daljši rok tudi spremenijo. Kazalo je tako pred 2 letoma, da se bojo, pa smo trenutek zamudili. Ne pozabite, tale Prigožin, pa te zgodbe takrat v Rusiji so bile zelo zapletene. To ni bilo kar tako nekaj, kar se ni zgodilo. To se je zgodilo. Ne. Takrat je bila Rusija razklana, neka uspešna ofenziva ukrajinska bi takrat verjetno močno vplivala na dogajanje. Ne. Pa jo zaradi cincanja na evropski strani, ameriški strani, ni bilo. Ne. Tako da, če bo prišlo do pogajanj, naprej razglašajo, seveda, Zelenski bo govoril integriteta, varstva, mednarodne garancije in tako naprej, integriteta naše države in tako naprej. Ne. Putin bo govoril, od tam, kjer smo, se ne umaknemo. Potem stvar pogajanj, dogovorov, najde se mogoče neka umestna pot. Mednarodne sile, Združeni narodi, tam na teh obzemljih se bo pa čez 20 let izvedel plebiscit, recimo, ali pa nekaj podobnega. Vse v mednarodnem življenju je veliko zanimivih stvari. Ena stvar se mi zdi zelo pomembna, bi jo rad rekel. Mi se skozi gibljamo v zvezi z Ukrajino med Scilo in Karibdo. Eno je poraz Ukrajine, na drugi strani pa nevarnost, da zdrsimo v 3. svetovno vojno, kar ni čista fantazija. Torej, te Trumpove besede Zelenskemu, igrate se s 3. svetovno vojno, niso tako iztrte izvite po vašem. Ne, stvari se lahko zaplete. Veste, na Putinovi strani gre tudi pravzaprav za obstoj tega njegovega režima in tako naprej. Stvari so zelo zapletene. Da ohranimo pravzaprav te dve stvari odprte. In zdaj tu je nekaj možnosti. Ne. Lahko se, kot sem rekel, ne, lahko se najde neka formula, ki bo omogočila, da obe strani ohranita obraz. Tudi Ukrajina ga mora na nek način ohraniti obraz. Pa to je stvar pogajanj. Zelo dobro bi bilo, da bi Trump dosegel to, se neka pogajanja menda že tečejo, ne, med Amerikanci in Rusi, da bi ta pogajanja pravzaprav dala nekakšen rezultat. Kdo je zdaj po vašem na potezi, kar se tiče morebitnega premirja v Ukrajini? Ja, zdaj Zelenski je rekel, da se je pripravljen pogajati, je tako. Ja. Putin je rekel, da se je pripravljen pogajati, Lavrov je bil vedno malo tako, ga dobro poznam. 3 leta sva skupaj sodelovala in sedela pogosto, ker smo bili v isti regionalni skupini tam. Zanimiv možak, ampak tako odločen, jager, trd. Ampak mislim, da so oni tudi dojeli, da Ukrajino pokasirati ne morejo.
Oni so mogoče takrat mislili, s tanki se bomo zapeljali v Kijev, tako kot so mislili, ta paralela mi kar naprej prihaja. Ne. V Beogradu zapeljali se bomo s tanki do Ljubljane, bele zastave, slovensko vodstvo bo zbrisalo nekam in tako naprej, tako so mislili tudi Rusi, to se ni zgodilo. Tako kot mi, so tudi oni pokazali zobe. Ubranili pravzaprav svojo domovino takrat. Torej, da Zelenski podpiše dogovor s Trumpom, je prva poteza po vaše. Jaz bom rekel, da uredi odnose. Ne bom rekel, podpiše dogovor, ampak da se uredi odnose. Kaj je v ozadju? In tu mu mora Evropa pomagati. Kaj je v ozadju zdaj pa teh novih groženj pa Rusiji s sankcijami strani Trumpa? Jaz mislim, Vsak dan smo presenečeni nad tem, kar naredi Trump. Mislim, da je, se še nas bo naprej presenečal. Ko so mene sprašvali, kaj bo njegova zunanja politika, sem rekel, on bo vnesel novo dinamiko, ampak to bo ups and down, vse sorta bo. No in tako je, ne? Vnesel pa je novo, tisti, kako bi rekel, tisto navidezno mir pa primirje, ki je bilo samo odlašanje problema. Ne? No, to je prelomu, ne? Tako da jaz mislim, da mi moramo, Evropa, pravim mi, ne, moramo pomagati k temu, da prvič NATO ostane. Se drugega nimamo. Mi zdaj damo ne vem koliko denarja, če hočete za to, bomo imeli evropsko vojsko čez koliko let. Jutri gotovo ne. To je neka iluzija, neresnost, neodgovornost. Ne. Drugo, moramo ohraniti naše odnose z Ameriko. Moramo tudi na nek način pomagati Zelenskemu, da obnovi te odnose. No, o tem sva že danes kar nekaj podebatirala, ampak na drugi strani vendarle, če gremo nazaj v Belo hišo, Trump se igra carinsko vojno, sicer potem spreminja svoje odločitve čez noč. Nihče pravzaprav dobro ne razume, kaj to je, nihče si ni nikoli predstavljal, da bomo živeli v takšnem diplomatskem svetu, kot ga razume Donald Trump, pa smo zdaj kar njegovo igro nekako sprejeli. Po drugi strani zelo odkrit govor v kongresu, Grenlandijo bomo dobili slej, ko prej bo naša. Pa govora o Panamskem kanalu, ki bo naš, če bo potrebno tudi z vojaško močjo, pa seveda vsi ti napadi, takšni in drugačni na Kanado. Težko je verjetno videti kredibilnega partnerja na drugi strani Atlantika. Ja, težko. Ampak nimamo alternative, da bi ga odpisali. Pa da bi rekli, fajn se mej. Kje pa smo potem? Kaj pa smo vložili v to, da bi bili mi nek mednarodni subjekt brez NATO? Kaj bi bila ta naša evropska obramba, evropska moč? Pa kdo se zmeni za nas na Bližnjem vzhodu, gospod Svetina? Nihče. Mi bi lahko nekaj dosegli v Združenih narodih, mogoče reformo pa tako naprej. Ne? Nič. In kako zdaj razumete te grožnje Grenlandiji? Jaz jih razumem, pogledajte, zelo zanimivo je to. Po sistemu Združenih narodov je Grenlandija še vedno ne samo upravno območje, to se pravi pod kolonialnim jarmom, če se tako malo izrazim. Danske. Trikrat so se že odločili, ali dvakrat, ne vem, da so zadovoljni s tem, kar imajo v okviru Danske. To ni več problem dekolonizacije, ampak v OZN še vsako leto razpravljajo tudi o Grenlandiji kot o problemu dekolonizacije. Pa v Zahodni Sahari, pa v Falklandih, pa v Gibraltarju, pa ne vem o čem, 8 takih primerov je. Trump se zaveda tega, da tam zelo velike interese v Arktiki kaže Kitajska. To nas nič ne moti. Ne vem, zakaj nas Kitajsko nič ne moti. Nikoli več ne preberem nič v Sloveniji, kaj se dogaja na Tibetu. Nikoli več to ne preberem. To je vse v redu. Pa ni v redu. Tam se izvaja nekaj, čemur bi rekli, kulturni genocid nad Tibetanci. Kitajska je vedno bolj tam prisotna. Na kak način? Daleč proč je.
teh 5 držav, ki imajo stik z Severnim morjem, Rusija, Kanada, ZDA, Norveška, Špicbergi, pa Danska preko Grenlanda, ne, tu se začenjajo drugi v to spuščati, predvsem Kitajska. Že ve zakaj, ne oporekam tega, gotovo ena taka velika država ima interese za to, kakšen bo dostop do nje preko severnega pola, najbližja pot in tako naprej. Ampak Trump je s tem izkazal nek določen interes, na nek brutalen način, se strinjam, ampak potrebna bojo neka določena pogajanja, treba bo poslušati in jaz mislim, da v demokratičnem svetu se to bo zgodilo, da se bo upoštevalo vendarle tudi mnenje Grenlandcev, njih samo, ne, pa Danske, pa ZDA, morda še koga, in se bo skušal najti nek aranžma za to Grenlandijo. Ne. Dvomim. Ampak vse ste vi sami rekli, vse so se Grenlandci sami že odločili. Oni so zadovoljni s tem, da so pri Danski, ampak zdaj je tukaj izkazala interes, kar vpliva seveda še kako, to se ne deleva nobenih iluzij, na ameriško varnost, ne, Grenlandija, ne. In bodo to verjetno tekla pogajanja, verjetno se že pogovarjajo, Američani z Danci. Našel se bo nek, po mojem mnenju, nič me posebej ne skrbi, našel se bo nek status, ki gotovo ne bo, da bo to pod suverenostjo ZDA, lahko bodo pa neki dogovori, ki bodo urejali vprašanje tega dela sveta, ki bo do zdaj nekako zanemarjeno. Ja, sej, predebatirala sva zdaj vse to, celo uro sva debatirala, morda ena zaključna misel. Zaključna misel, živimo v zelo resnem času. Odloča se na nek način v tem času o miru in vojni. Lahko zelo hitro zdrsimo v velik konflikt. Še zlasti, če bo Zahod pokazal, da je šibak. To pa pomeni, da bomo kastrirali NATO, to pomeni, da bomo zavozili odnose med Evropo, med Zahodom in Združenimi državami zelo hitro. In drugo, na dolgi rok se zdaj nekako odloča tudi o zadevah, kakšen bo bodoči svet. Jaz, kar se mene tiče, želim živeti v svetu, kjer bojo človekove pravice spoštovane, kjer bom lahko govoril to, kar bom hotel, kjer bom imel možnost se politično angažirati, svobodo tiska, brati in poslušati dobre novinarje, kot ste vi in tako naprej. Ne? Ja. Ne pa v nekem svetu, ni treba jeti v fantazijo. Na Kitajsko se odpeljte, pa poglejte, kaj ima. Samo še tole, a pa bo zmagala moč orožja ali moč diplomacije? Glejte, oboroževanje Evrope kaže na to, da si želimo, da pokažemo moč ne z diplomacijo, ampak tudi z orožjem. Situacija nas je prisilila v to, da bomo morali zdaj tudi med drugim tudi močno malo odvezati. Ne? Ampak še enkrat pravim, kar sem že prej rekel, za naše vojake, zato da bojo oni imeli pravo orožje, da bojo oni opremljeni, zato tudi, da bomo v dobri veri, verodostojno izvrševali tiste obveznosti, ki jih skozi razna zavezništva, NATO predvsem, mislim, imamo. Dr. Ernest Petrič, hvala za obisk na Domovini. Hvala vam za pogovor. Ja, v negotovih časih živimo in slišali smo te besede modrega gospoda, dr. Ernesta Petriča, in seveda vsi skupaj upamo, da je kakšno premirje vendarle na vidiku. To je tisto, kar si seveda vsi na nek način želimo. Hvala za to, ker ste nas poslušali, in se vidimo prihodnji teden.